Pozdravljeni, dragi prijatelji, smo v lekciji številka 9. Vprašanje iz te pomembne lekcije ni nikogar razen njega in gremo takoj na prvo iz Izraela. Ali lahko naredimo bolj jasno to dejstvo, da ni nikogar razen njega? Kajti nekateri ljudje mislijo, da so oni, oni stvarnik, če ni nikogar razen njega. Torej, če ni nikogar razen njega, torej sem jaz stvarnik. Jaz sem. Kajti jaz sem del narave, ki jo je on stvoril. Jaz sem kontroliran z mojo naravo, kakor vsaka druga žival okoli mene, samo na bolj sofisticiran način, vendar me to ne preprečuje, da ne bi delal svojega dela. To je material, ki ga imam in moram narediti delo na tem materialu, ki ga imam. Vse, kar imam, je od stvarnika. Ne, da sem jaz stvarnik, temveč vse, kar imam, je od stvarnika. Ni nikogar razen njega, je zelo globoko zavedanje. Da se zavedam, da od začetka svetloba kontrolira vse. Znotraj mene, zunaj mene. Moram prepoznati to, se podrediti takemu zavedanju. Torej, jaz mislim, jaz delujem, jaz želim. Šele potem začnete videti, kako vpliva na mene. Kakšne misli mi pošilja. Kako vse to atribuiram k meni, vendar moram biti v pravem okolju, da to dojamem, da to spoznam. Dokler jaz, ta temna točka malhuta, stvarstva, volja do prejemanja. Torej, ta volja do prejemanja doseže to razloček, ni nikogar razen njega in potem postane eno z stvarnikom. Torej, ljudje, ki si predstavljajo, da so stvarniki, mnogi so v norišnicah, v umobolnicah in nekateri še vedno ne. In tu je že naslednje vprašanje. Iz UK. Kaj pomeni biti kakor stvarnik, kakor svetloba, kako se to naredi? Morate razmišljati o edini kvaliteti, ki jo poznamo od stvarnika. Poznamo ga samo kakor stvarnika, ne poznamo njegove esence. Poznamo samo to kvaliteto, da nas je stvoril, za nas je on stvarnik. In kaj je edina kvaliteta, ki jo poznamo, je, da je on dajalec, da nam daje, da je darovalec. Torej, in kako je sedaj s tem, kako postati kakor on? Torej, vsaka ženska vam bo povedala, da v trenutek, ko je postala mati, ko je rodila, je začela razumeti svojo mati na dober ali ne slab način. Postala je kakor svoja mati. In to je tudi edini način, kako lahko komuniciramo s stvarnikom. Torej, da bi ga razumeli in ga spoznali, moramo biti kakor on. Kabalisti pravijo, da ne morete adherirati k njemu, kajti adheriranje uniči voljo do prejemanja. Svetloba in volja do prejemanja potem postaneta ena in to ukine. Svetloba povsem kontrolira in potem ni nobene zavesti. In kako naj potem adheriram k njemu? Moram postati kakor on. Moram postati kakor stvarnik. Danes sem pozabil vso mojo angleščino. Rahman. Torej, on je sočuten. Morate adherirati k njegovim potezam, lastnostim. Torej, usmiljenje pomeni, da lahko vas ubijem, pa vas ne bom. Temveč to so zadeve, ki so drugačne, prihajajo iz dajanja. Moramo biti podobni njegovim potezam in kako lahko to storimo z pravim okoljem. Takrat lahko dajem svojim prijateljem. In kaj dajem?
dajem jim hotenje, da bo imeli hotenje, da dosežejo duhovnost. Rumenija Monika. Ko nekdo vidi, da se spusti, da pride depresija, kako naj se dvigne, kako naj uporabi ta svoja čustva obupa. Če sem v stanju spusta depresije, ne vem, kaj bi bila tu razlika. Kaj naj naredim s temi čustvi, kako naj pridem iz njih? O tem smo govorili na delavnici. Ne morete, v poslednji lekciji, ne morete jih zavreči. Torej, tu lahko samo greste ven iz vas, iz tega občutenja in ga pustite za sabo. Vendar to lahko naredite samo s pomočjo prijateljev. Torej, ne morete se tako potegniti iz močvirja za svoje lase. To se ne da, to je proti zakonom narave. Nekdo vas mora potegniti ven. In to mora biti edino pravo okolje, lahko to stori. Torej, kako se nekdo ne more rešiti iz zapora, to je samo njegovi prijatelji. Vendar sedaj bom tebe vprašal njeno vprašanje. Torej, ženske še posebej, ko začnejo študirati kabalo, potem postanejo stanja dviga ali spusta mnogo bolj ojačena, mnogo bolj emocionalna, ostro razločena. In kaj bi priporočala ti ženskam, ki študirajo kabalo, kako naj gredo skozi vse ta spremembe, skozi ta stanja, dvige, spuste? Kaj bi jim priporočala začetnicam, ki gredo po prvih korakih kabale, kaj naj storijo? Torej, držite se prijateljev, ne samo, da kaj ti, vendar tako je, ni modrega razen izkušenega. Torej, izkušnje naredijo modrost. To je podobno kakor pri ženski, torej mnoga stanja gredo z občutenjem rojstva. Ko občutite prve porodne popadke, prve bolečine, je strašno, je tako silovito in tako globoko težko in ne postane nič lažje s časom, vendar že veste nekaj. In sicer, da bo minilo, torej, da bo potem 5-6 minut mir in da ta krč traja 1 minuto in potem veste, kako to mine in veste, kako se s tem ukvarjati in potem vidite, da se tudi z najmočnejšo bolečino torej, ženske so v začetka zelo emocionalne, torej, držite se prijateljev knjig zelo izgrajenega dneva in zelo izgrajenega tedna, držite se načrta in potem bo vse v redu. Ni več mnogo veliko tu za povedati. Študent iz Italije, Marko. In una guerra aperta di vista il creatore. Ok, io translate. There is no... Torej, človek ni zaradi svobodne izbire, ko je izpostavljen svojemu egu in dopusti, da ga odvede to v vojno in potem izgubi stvarnika znotraj. Razloži to.
On sprašuje takole. Govorili smo o svobodi izbire in potem želim imeti vojno z mojim egom. Vendar pa v tej vojni, ko poskušam iti proti egu, pozabim stvarnika, da je on tisti, ki upravlja vse, ki naredi celotno scenarijo. In tu je nevarnost, da v tej vojni proti egu pozabim na stvarnika. In to je zelo globoko vprašanje. Balha Solam je nekoč pisal pismo svojim študentom z tem primerom. Tako potujete po Edenskem vrtu s stvarnikom in ste radostni in srečni in greste pred njim in pajete in ste veseli in potem pogledate nazaj in vidite, da ste šli ven iz Edenskega vrta, da je stvarnika ste izgubili in nekje v zadej ste ga pustili in dejansko, če naredite celotno, vso to notranje delo brez stvarnika, brez tega enega izvora, brez občutenja in preko konekcije z vašimi prijatelji, to postane potem zgolj filozofija in samo coachanje, samo meditacija ali podobne zadeve, vendar ni duhovnost. Duhovnost se začne z povezavo preko prijateljev znotraj kabalističnega okolja. Skozi vse te kroglice, te ogrlice date eno nitko. To eno nitko, ki je povezava s stvarnikom. Torej, ne skrbite, to se bo vedno dogajalo. To se vam bo dogodilo tudi po mnogih letih študija. Boste občutili, da ni nobenega izhoda, da stojite pred ogromno steno in da je vse zgolj slabo. In potem nenadoma in običajno je s pomočjo prijateljev, se spomnite stvarnika. In to je neverjetno, kako mnogo lahko študirate leta in potem povsem pozabite. In potem je ta trenutek, in vsak od nas ga je že doživel, ko se ga spomnite oziroma vas nekdo spomni na to in potem je vse odšlo, vse je izginilo, vsa ta... In običajno, ko se znajdete v strašnem boju z egom ali življenjem, je to prvi znak, da ste pozabili na smisel, na cilj. Cilj je združiti se s stvarnikom, da bi videli, razodeti njegove dejanja. Torej, to se ne gre za stvarnika kako religioznega, temveč se gre za notranje delo. To je zelo globok proces notranjega dela. Ja, mislim, da je to odgovor Markotu in vidimo se v naslednjem klipu.